Sediva v AMZS-evem prevrčalniku, napravi, ki simulira prevarjen avto in pomaga nam neveščim voznikom se naučiti rešiti iz kritičnih situacij. Čeprav je veliko enih olajševalnih okoliščin, med drugim tudi to, da ni šip okrog naju in razbitega stekla in vseh ostalih predmetov, v bistvu imamo kar veliko prostora. Pa kljub vsemu bo videla, da ne bo čisto enostavno. Potem pa tudi bova samo nekako s pravilno tehniko poskušala kljubovati gravitaciji in jo premagati na način, da naj ne bo vrgla na glavo, recimo. Bojim se, da bom preklel vse svoje telesne kilograme. Torej, Jurija, so pripravljena? Ja, jaz ne bom rekel, da sem pripravljen na prevračanje, ampak deva. Tudi sicer kandidate pogosto vprašam, če je to, želijo še kaj narediti, preden gremo v prevračanje. Pogosto se spomnim še na eno zadevo, ne? Zdaj, smiselno bi bilo, da se pripneva, ker če se ne bova pripela, bova kljub nizki hitrosti oziroma 0 km/h letela ven čez šipe. Jaz sem zagovornik tudi tega, da avtomobil sploh ne bi smel speljati, vkolikor niso pripeti varnostni pasovi. Pas mora biti povsem poravnan, tesno se mora prilegati, kot si ti naredil. Zdaj morda beseda še dve, čim bolj lepo pod trebuhom, da teče pas, ko ga zapnemo, zategnemo in to je to. Dokler so kolesa na cesti, na tleh, seveda držimo volan, poskušamo rešiti, kar se da rešiti. Se bova enkrat prevrnila ali večkratno prevračanje? To pa zdaj ni odvisno več od naju. V glavnem, volan držiš in poskušaš rešiti zadeve, ko pa gre enkrat kolesa v zrak, pa je potrebno volan spustiti. Torej, spustimo volan, najbolj varna pozicija, roke prekrižamo čez prsi, ker to je edini položaj, ki bo kljuboval vsem silam. Samo v tem položaju imamo možnosti, da bomo roke zadržali. Drugače vse ostalo leti, lahko nam roko pripre, zlomi, otrga, karkoli. Kaj, pohodem gas in naredim napako? Zapelji naj jo v... Ne, to rečete. Scary! Jure, jaz sem kar vesel, da sem se pripela. Jaz sem tudi kar vesel. Shit! Torej, zdaj pa te zanima teorija, kako se reševati. Ni najbolj prijetno, moram reči. Ja, sila neugodno. To je tisto, ko so govorila, a bi zdaj klicala na pomoč ali tako logično je, Čakaj, še sploh dosežem telefon. Ja. In kaj se ponovadi to zgodi? Kaj iščeš v paniki, telefon pade. Ja. Kaj si rekel, najprej se malo zadihamo. Torej, poskušava. Jaz bom naredil nekaj, kar je najbolj naravno, bom čim bolj uporo podržati. Sicer imaš prav, Jure, ampak moraš uporabiti tvoje najmočnejše končine, ki so noge. Z rokami bo bolj težko. Torej, mora se upreti noter v sedež. Kot prvo mora razbremeniti pas, ker če ga ne bo razbremenila, ga ne bo odpela. Noge boš pritiskal ali ob armaturko, če imaš možnost in si dovolj gibčen, pa jih probaš spraviti pod sebe. Ne morem jih. Ok, potem boš imel težje delo, ampak tako je. Z nogami se pritiskaš v sedež, z rokami pa isto. Lahko takole pod sebe, v glavnem na nek način in bova sodelovala. Okay. Ko se boš pritiskal noter, da imaš kontrolo, da ne boš padel, ja? Te bom jaz odpel. Povej, ko boš pripravljen. Jaz pa mislim, da se. Ok, 3-4 zdaj. Ok. Sedaj pa zlezeš nekako na kolena in se poskušaš kontrolirano rešiti. Ključno je, da ne padeš na glavo. Ja. Zdaj, predpostavljava, da je tam šipa razbita, ker si pred tam je polno stekla, Jure. Okay. Jaz se tam ne bi prijemal. Čakaj, se rešim varnostnega pasu. Zdaj grem odpeti jaz tebe, Luka. Imaš? Čakaj. Ok. Lahko? Lahko. Ok. Zelo strašljivo je, ko vidiš tudi, ko se vse umiri, kako močna je sila gravitacije. Ne predstavljam si, da bi to delal poškodovan, ne vem, izpahnjeno ramo, polomljeno roko. Si težko predstavljam. Pridite v AMZS, center varne vožnje. Vsaj enkrat v vozniški karieri to sprobati. Pa tudi, jaz upam, da ne boste nikoli to rabili na cesti, te prakse, ampak pridite pa vsaj sprobati. Luka, hvala. Super.